Gospod Andrej, dober večer. Včer, no, evo. Bom rekla, da mi je kar malo v čas, da ste nas spustili v svoj dom pravzaprav. Ja, mislim, zdaj sva tu, zdaj si morava nekako zaupati, evo, jaz vam zaupam. Kaj bova pila danes? Jaz sem si v bistvu, ker se dokaj sproščeno počutim z vami, omislila v bistvu kar nekaj za popiti. Sicer pač je to bolj voda z okusom, ampak kaj bi recimo vi pili, če bi izbrali zdaj nekaj zase? V pogovoru z eno tako kleno Primorko bi verjetno Pinot Grigio. Wow, super. Ja. Ste utrujeni? Ne. V svojih intervjujih, izjavah za javnost velikokrat poveste, kaj vam dajemo. Med drugim tudi ta, pa zdaj že najbrž vsem poznan motivacijski zid, kjer so take sporočila vsem, ki so vam pač hvaležni, da ste jim pomagali priti nazaj v domovino. A je res to tisto, kar vas in vašo ekipo tako motivira, da vztrajate? Malo je trma, malo je pa to, da včasih, torej v redkih časih, ampak vseeno pridemo do tega, da smo morda pa kakšnemu zares pomagali. Ja. In takrat, kadar prideš do tega, da si kakšnemu res pomagal iz kakšne težke situacije, je to recimo en tak drive, kot se reče, ki ti napolni baterije mogoče za cel dan. Kako spremljate ta odziv ljudi na vas? Bilo je že prej, ampak ta krucinar Božji je tako navdušil javnost, ker o vas pove veliko, da je pred nami en sproščen, profesionalen človek. Ne vem, kako vi dojemate zdaj to, ker Slovenci vas res radi vidijo, vam zaupajo, ste ena zelo pomiljujoča figura v tem trenutku, nekdo, ki dajete tisto, kar pri vseh ostalih mogoče zdaj pogrešamo, če govorimo. No, tisti krucinal Božji je privril iz srca in sploh nisem vedel, da to ljudi kaj nagovori. Recimo, obstajajo drugi vzdevki in kletvine in kaj jaz vem kaj, ampak torej, pokazalo se je, da če ljudje prepoznajo, da si en tak čist normalen človek ali pa da te kaj prizadene ali pa da te kaj pojezi, to ne ostane brez odziva. Zdaj, jaz se ne zatikam v kakšne poze, nikoli me ne zanima najprej, kako bo to slišati ali pa kako bojo to ljudje razumeli. Me pa pravzaprav zelo veseli, da je možnost slovenskimi ljudmi komunicirati neposredno. Zato, ne vem, se zmeraj obnašam tako, kot sem in me nikoli ni strah, če bom odreagiral tako impulzivno, da ne bi bilo to najbolje. Zato, ker se mi zdi, da ljudje zelo hitro prepoznajo, kdaj se gre v kakšno predstavo. Jaz jo ne grem večinoma. A ta iskrenost oziroma, da pokažete, kar ste pride z leti, ali ste bil tako od zmeraj? Ali je enostavno situacija tako natrpana z vsem, da terja od vas, da ste to, kar ste? Nimate energije za to, da bi olepševali in diplomacirali z vsem in če me razumete? Jaz mislim, da zdaj v tej situaciji sploh nimam možnosti, da bi bilo drugače, zato ker je po večini potrebno zelo enostavno povedati tisto, kar misliš. Včasih je tudi časa zares zelo malo in včasih je torej kakšnemu sogovorniku zaleže res par besed. Občasno so to kakšne take zelo enostavne, včasih neprijazne besede, ampak a veste, ljudem zelo malo pomaga, če jim začneš okolišiti in bluziti in govoriti v raznih velikih besedah. Recimo, da ne vem,
vse vam je znano, če rečeš cut the crap. Ja. To se pravi, po domače ne seri. Včasih to veliko več pove, kot pa če mu rečeš, dajte prosim nehati, zato ker vas ne razumem ali pa vas nimam časa poslušati. In pol, ko človeka na drugi strani nekako postaviš na trdna tla in ga po svoje tudi šokiraš, takrat začne zares razmišljati. Torej, včasih je potrebno prekiniti kakšno paniko, včasih je potrebno človeka primorati, da začne razmišljati, ali pa da se vrne na začetek, in takrat je treba uporabljati zelo enostavna sporočila. Pa treba mogoče spregovoriti, če nam boste dovolili še malo pokukati v vaš vsakdan, kaj sicer radi počnete tako v prostem času. Zdaj slišala sem, da vejo ljudje o vas povedati, da znate zelo, da obvladate žar. Kaj to pomeni, da radi dobro kukate in dobro jeste? Dajte nam malo več o tem povedati. Poznajo vas tudi kot dobrega pevca. To zanima Slovence. Dajte nam dovolj, če v to malo pokukati, pa ne nam zameriti, kaj smo to predstavili. Nimam kaj zameriti. Torej, ne vem, kje ste slišali za žar. Torej, pravijo, da sem jaz malo piromančka in če se nekje kuri in če je nekaj, kar gori ali pa kar saj oddaja veliko vročino, tam sem zagotovo zraven. Dobesedno in v prenesenem pomenu najbrž, ja. Dobesedno in v prenesenem pomenu, ja. Z ženo sva se spoznala v pevskem zboru. To je bilo v Akademskem pevskem zboru France Prešeren v Kranju. In žal zdaj ne morem več peti v tistem zboru, zato ker tudi ne bi zmogel tako nekaj zaradi časa, nekaj pa zaradi tega, ker bi verjetno zelo malo časa pel in bi začel sopihati in hropsti. Ampak lepa slovenska pesem mi je, ali pa lepa pesem katerakoli mi je blizu. Tudi če imam možnost, zelo z veseljem prisluhnem kakšnemu koncertu. Recimo, vi Primorci ste velemojstri, kar se tega tiče, recimo pevski zbor Primorska, to je pojem, včasih je bila Obala tam v Kopru, pa Milko Slosar ali pa Vinko Vodopivec. Ne vem, težko je, če človek tega ne pozna, verjetno niti ne ve, kaj mu manjka. Ampak če pa znaš prisluhniti in tudi sodelovati v lepi zborovski pesmi, je pa to en izjemen način socializacije. Za mladega človeka je to bolje kot karkoli, no. Slišala sem v enem intervjuju, ste rekel, da vam je zdaj pač zelo ljubo preživljanje časa z vnukinjo oziroma vnuki, da vam to tudi polni baterije. Ja, torej. A prebirata Piko Nogavičko skupaj? Ja, ta starejša vnukinja, ta je zdaj 2 leti in nekaj, ta že kar ve, kdo je Pika Nogavička. Res je, da jo pozna tudi v francoščini in tudi v nizozemščini, zato ker živi v Bruslju. In je en tak konglomerat, kar se jezikov tiče. Sicer pa poleg nje je še ena vnukinja, ta je srednja, in pol je še mali Maksim, to je pa fantič, ki je zdaj star, da prav poštejem, skoraj 6 mesecev. In to je eno posebno veselje. Torej, fajn je imeti otroke, ampak ko imaš pa vnuke, je pa dejstvo, da je to čisto nekaj posebnega. Torej, takrat se ti odpre eno čisto novo obzorje in otroci so za vzgojo in skrb, vnuki so pa za razvajanje. Andrej, povejte mi, zdaj Piko Nogavičko in gospoda Andreja Aštera oziroma kombinacijo Pike Nogavičke in Andreja Aštera že vsi poznamo. Vemo tudi približno ozadje, pa vemo tudi, da jo imate na nočni omarici vsaj eno, pa da ste želeli s Piko Nogavičko v javnosti sporočiti tudi to, da so v tej knjigi
ni samo otroška knjiga, ampak ima precej pomembnih sporočil tudi za odrasle, drži, ne? Midva imava eno čisto posebno razmerje, to je ena taka moja skrita ljubezen, taka iz recimo najstniških dni. Stara sva približno enako, zato ker Pika Nogavička v slovenskem prostoru je šla takrat, ko sem se jaz rodil. In Pika Nogavička je ena taka zame seveda, globoko filozofsko sporočilo, tako svetovno-nazorsko in ima sporočilo na več nivojih. Eno je tisto otroško, pa še če upoštevamo ilustracije od Marlenke Stupice, to je kongenialna kombinacija, ampak pol, ko pa začneš še malo razmišljati ali pa spremljati zgodovino te knjige, je pa to nekaj izjemnega. Tudi pisateljica sama, Astrid Lindgren, je izjemna bila. To je ena taka izjemna gospa, tipična skandinavska, torej če greste na Švedsko ali pa še bolj na Norveško, tam vidiš tisto okolje, ki je nekako rodilo ali pa vzgojilo ali pa izdelalo Piko Nogavičko. Tam vidiš take stare vile, od katerih se da odtrgati desko, kot je Pika Nogavička, ali pa po kateri se lahko sprehajaš ali pa loviš s policaji, ali pa na verandi stoji kakšen konj in sem pa tja se lovi po drevesu kakšna opica in v drevesih rastejo limonada in žepni nožički in biserne ogrlice. Če pa zares bereš to knjigo, pa vedno znova dobiš kakšno tako pomembno sporočilo za ali pa življenjski nauk ali pa življenjsko oporo. In nekaterim je tako svetopismo literarno Medvedek Pu, nekaterim je to Mali princ, nekaterim je to Butalci, recimo meni je pa Pika Nogavička. Gospod Andrej, ne morem se znebiti občutka, da ne glede na to, kaj vse se dogaja okrog vas in vaše ekipe in evakuacij in reševanj, da ste precej skromen, a vam nič ne laska, kako smo zdaj Slovenci res navdušeni nad tem, kar počnete, nad vašo prisotnostjo v javnosti. Dajte nam povedati, kako se kaj počutite, ker ljudje vas imamo res radi, no? Včasih me prevzame, ko vidim tisto množico sporočil ali pa ko me recimo pokliče kakšen tak človek, ki sploh nisem vedel, da sem na svetu in mi reče, wow, tole pa je izjemno. Danes sva govorila na primer z Ervinom Hladnikom Milharčičem. To je za mene novinarstvo. Ja, en tak pojem. In je rekel, joj, si mi pa tako veselje naredil, ko sem mi izpostavil, ne vem, če ste. Ja, sem poslušala, omenil sta ga, da on gre tja, kamor vsi ostali uidejo. Če bi mi prepovedali nekam, potem bi Ervin Hladnik zgrabil potovalko in bi tja šel. In je rekel, veš, zdaj sem malce polenil, verjetno ne bi kar takoj šel. Ampak je pa fajn videti, da tak človek spremlja tvoje delo, ali pa Tomo Križnar, ali pa recimo pater Niko Žvokelj. A se vam vsi ti oglašajo, hočete reči, tater? Ja, pater Niko je spremljal tisti Metin čaj ali Metino listo. Sem ga vprašal, če je spremljal do konca, zato ker na koncu je bila ena taka robata beseda. Mi rekel, seveda, tisti je bilo še posebej zanimivo, sem rekel, to se pravi, si mi dal odvezo. Pa je rekel, ma ne, saj jo ti ne rabiš. No, evo, od takrat naprej živim dosti bolj mirno, zato ker mi ni treba zaradi tega k velikonočni spovedi iti. Ampak po drugi strani je pa, veste, to pa povem sam vam, zato ker so zdaj sama, državni uradnik, ki ga preveč hvalijo, je v nevarnosti, veste. Tukaj je cel kup možnosti, da tisti, ki so mu nevoščljivi, se pol nekako poslužijo kakšnih takih, kako ne rečem, takih zoprnih gest in rečejo, pa si imel ti za tole dovoljenje, da se pogovarjaš
s tako šarmantno damo, kot ste recimo vi. Jaz O, nisem imel dovoljenja. Ali pa recimo, ko je treba poslati kakšen avion po kakšnega bolnika v Pariz, a ne, je bilo pol takoj vprašanje, posluša, pa si ti zbral 3 ponudbe, a veste, pri javnih naročilih moraš zbrati 3 ponudbe in pa se jaz začnem tako odkrito smejati in reči, ja, pa kaj si ti na glavo padel ali kaj. Treba je bilo rešiti enega otroka, ki je prišel v Parizu iz bolnice in smo mu pač poslali avion, zato ker mu je bilo treba poslati avion, ker on se ni mogel peljati v kakšnem velikem avtobusu in tako naprej, zato ker bi verjetno prišlo do sepse. Ampak tismu ta pravimo birokratu to nič ne pomeni in bo verjetno pol na koncu zelo veliko pametnih ljudi, ki bo rekel, zdaj bi mi prišla na misel kakšna taka kletvica, a ne? A kako si mogel pogoniti 350.000 evrov? Ok, jaz vem, zakaj sem jih pogonil, zato ker smo zelo pazili, da smo šli res tja, kjer je bilo treba iti in kjer smo vedeli, da je veliko ljudi v stiski. In jaz nimam nobene slabe vesti, da bi mislil, da smo kaj zapravili. Ne? Porabili smo tisti denar, porabili smo ga koristno, ampak birokratom bo to še dolgo prskalnik. Veste, če imaš mačka, veste, kaj je to prskalnik. To je tam, kjer brusijo kremplje. Kremplje, tako. In jaz vem, da bo to prskalnik časa. No, tist ne bo prijetno, ampak mene to ne moti. Veste, meni pravzaprav nima nihče nič vzeti, ker mi nihče ni nič dal. In to je dober občutek, to je krasno, ker se lahko tako malo zajebavaš. Ker drugi tam nekaj izdihujejo in vrtijo oči in ti rečeš, no pa kaj, mislim, zdaj pa verjetno me boš tožil ali pa boš izterjal od mene, jaz nimam niti avta, niti hiše, sem neformalni podnajemnik v hiši, ki so jo zgradili starši moje žene. Kaj mi boš vzel za izbirko znamk mogoče? Ali kaj? A jo imate? Imam, ja, še iz otroštva. Ampak, saj veste, kaj čem povedati. V taki situaciji imaš dve možnosti. Ali se obnašaš tako kot del sistema in si popolnoma neučinkovit, ali pa zapustiš sistem in greš tako za ciljem, ne? Ko je treba komu povedati, da je bedak, mu rečeš, da je bedak, in ko je treba komu reči, da ga ne rabiš, da pošleš proč in se odločiš. In sprejmeš odgovornost. Ja, sprejmeš odgovornost, ja, tako čist celovito odgovornost. Takrat, ko je treba se odločiti, se odločiš in šele kasneje poslušaš, kaj vse si prekršil in tako naprej. Ne vem, meni to kvečemu mi daje dodaten drive, dodatno vzpodbudo. Verjamem, da imate, Andrej, danes še veliko dela, ampak vseeno mogoče za zaključek. Ne vem, kako bi vas vprašala, ampak vsi bo zvenelo precej klišejevsko, ampak vseeno, ne, ljudje vas poslušajo, ljudje vam verjamejo, ljudje vam zaupajo. Ta čas je naporen, težak za vse, verjetno tudi za vas, zame in za vse ostale Slovence. Dajva jim prenesti eno sporočilo, spodbudno, ali pa ne vem, dajte vi prenesti, kar vam leži na duši, pa bi jim rad sporočil. Bom segel v zadnjo kamrico svojega srca, pa bom povedal tisto, kar si mislim o tej situaciji, v kateri smo. Jaz mislim, da je to, poleg tega, da je velika težava, ali pa da je veliko problemov, ali pa da še ne vemo čisto dobro, kako bomo iz tega sranja zlezli ven, ampak po drugi strani pa to je ena velika priložnost, da premislimo, kaj je zares pomembno, pa kaj ni pomembno. A veste, to, da smo zdaj malo prizemljeni, ne, da nas je situacija tako posedla in da moramo zdaj malo razmisliti, to je en tak, recimo, streznitveni. A ne bilo fino, če bi prišli do tega, da delamo veliko, da smo doslej delali veliko stvari, ki sploh niso pomembne. Da smo begali naokoli in se pretvarjali, da nam je všeč. Če nas ena agencija nekam pelje, nas
tja položi na kakšno turško ali grško sonce in pa se moramo obračati tako, vsi se obrnemo v levo, ne, in pa se spet obrnemo v desno in jemo vsi skupaj eno tako hrano, ki je sicer dobra, ampak je konfekcijska in nam ni sicer čisto všeč, ampak se kar pretvarjamo, da je fino, zato ker smo dali relativno veliko denarja za to, a ne? A ne bi bilo fino, če bi recimo ugotovili, da se da recimo z malo truda priti do Belopeških jezer in da tam lahko poješ recimo eno skledico kislega mleka in se odpraviš nazaj domov in si bistveno bolj srečen, kot pa tam, ko si bil na Santorini in si videl tiste ene debele Angleže, kako se ne znajo varovati sončnega ožiga. Tako da jaz moram reči, da si predstavljam, da je možno to situacijo razumeti tudi kot en mogoče predzadnji poziv k razumu. Mogoče take priložnosti sploh ne bo več. Zdaj, če se bomo vrnili v stare tirnice in bomo šli recimo na Tajsko ali pa v Kenijo ali pa kaj takega, nas bojo tam tudi zaradi izkušnje s tem koronavirusom gledali tako nič kaj dosti prijazno. Bodo rekli, pojdite vi raj domov, ne? Vi ste prinesli k nam bolezen, zaradi katerih je veliko ljudi umrlo, zato ker se ne znate obnašati, zato ker ste prevzetni, zato ker vas vodi na puh in misel na eno tako lastno pomembnost, ki je piškava, tista lastna pomembnost nič ne tehta. Fajn bi bilo, če bi razumeli to priložnost in bi ugotovili, da kakšna stvar je pomembna. Pomembno je, da se usedemo s prijatelji, da zaigramo kakšen tarok, recimo, da spijemo kozarec vina, prej sva rekla Pinot Grigio, ta je super. Da recimo se znamo poveseliti, ampak tako zares poveseliti. Ali pa da znamo biti tiho. Pravijo, da ljudje, ki se imajo radi, so lahko skupaj in so tiho. Ne vem, poznate ta občutek? Jaz priznam, da komaj da, ne? Ker me moti, če moram biti tiho, me kar moti. Mislim, da se moram pol nekam drugam presesti, kjer je na glas, saj muska iz kakšnega, ali pa pravijo beli šum, ne? Navaditi se bomo morali, da smo veliko več kot samo čreda, ne? Da smo vsak za sebe je dragocen, vsak za sebe je poseben. In če smo rabili koronavirus, da nas je k temu razmisleku pripravil, pol je vredno tole vse skupaj, kar počnemo. A sem preveč zatežil? Ja. Ne, sploh ne. Pahnil ste me tudi mene v en poseben kotiček. Dal ste nam zamisliti, pa kaj ne vam rečem. In prav je tako. Andrej, naši bralci, no, zdaj tudi gledalci se me bojo videli, ne vedo, da ste si za nas in hvala za to vzel ogromno časa, še preden sva midva začela snemati, ste bil tako potrpežljiv in prijazen, da ste vse te stvari zrihtal, da lahko midva zdaj tukaj snemava, ne odkimavajte, rada bi vam samo izrekla priznanje in zahvalo, ker ste vztrajal z mano in se vse stvari pripraviti. Meni je bilo všeč. Meni tudi. Prav, v veselje in čast, Andrej, res. Prav z veseljem sem poklepetala z vami in upam, da bo tudi našim bralcem, gledalcem všeč. Zdaj pa vam zaželim en produktiven večer, kolikor toliko dolgo noč, da se boste kaj spočil. Jutri ste doma, jutri ste prosti? Ja, torej, meni bo tale pogovor z vami pomagal, da bom še ene 2-3 ure odpiral zoprno elektronsko pošto in odgovarjal na taka zoprna vprašanja. Evo, hvala lepa, pa lep pozdrav vam in vašim poslušalcem, bralcem in vsem Primorcem.